Rok in sem vulkanizer. Kaj vulkanizer vse počne? Ja, tukaj je menjava gum iz recimo zimske sezone na letno. Potem so razna flikanja, ko človek predre gumo, je treba zaflikati. Potem so tukaj še razna dopompovavanja gum, pregled gum, a so dobre še, a niso. To je večerno to. Mi lahko poveste, kakšne so pozitivne oziroma negativne lastnosti vašega poklica? Pozitivne? Ja, če ima človek rad avtomobile, pa kar je vse povezano z avtomobili, mu bo ta poklic všeč. Pozitivne je tudi raznoliko delo. Čeprav zgleda vse eno in isto, ampak je zmer nekaj drugačnega. Skozi so novosti na trgu, kar se tiče gum. Negativne je pa to, recimo, ko je prehod na zimske gume, je velika gužva in je to neprestano 2 meseca velikega dela. Avto z avtomobilom. To je edina negativna, drugače pa ni kakšnih slabih lastnosti glede tega. Zakaj pa vam osebno ta poklic tako všeč? Meni že nasploh zaradi prve lastnosti, ker so mi všeč avtomobili, vse kar je povezano z avtomobili. In se rad v tem poklicu in to je to. Mi lahko poveste, kako izgleda vaš tipični vsakdanjik? Tipični vsakdanjik? Ja, zjutraj pridem v službo, se preoblečem, pa kakor so dela naročena. Zdaj dobim razne premontaže, flikanja, kar se dobi, potem se pa to tekom dneva. Odvisno od želja strank, kaj se dobi in vse je dela. Povejte mi, z plačo vulkanizerja se da dostojno živeti? Seveda. Če se zna razpolagati z denarjem, se da dostojno živeti. Kaj bi sporočili vsem tistim, ki se zanimajo za poklic vulkanizerja? Ja, če so pripravljeni delati v tem in se niso pripravljeni odreči, da ne bojo skozi čisti, pa da imajo ljubezen do avtomobilov, pa do gum, je ta poklic dobrodošel. Za konec mi povejte še to, ko sem vas opazoval pri delu za stroji, ali za poklic vulkanizerja potrebujete veliko računalniškega znanja? Računalniškega? Ga ne bi rabili. Vse se naučiš v dnev, recimo z delom s to centrirano mašino, in takoj dobi znanje noter. Kakšnega računalniškega znanja pa tukaj ne potrebuješ. Hvala lepa za ta kratek pogovor. Ni problema.